In prehajamo na 4. točko, potrditev dokumentov identifikacije investicijskih projektov DIP in investicijskih programov IP za ID 123556, sanacija IAP 661191 Krivčevo Kranjski Rak, ID 144884, sanacija plazu Stehovica 12a in ID 144869, sanacija plazu Laniše 9. Investicijsko dokumentacijo ste članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti, predlagatelj župan, poročevalci pa Brane Golob, Tomaž Zabavnik, Timotej Štritov in pa Janez Krumpak. Besedo ima gospod Janez Krumpak, izvolite. Samo eno vprašanje, gremo čez vse dokumente, čez vse projekte čez, pa bomo ali enega pa po enega. Se pravi, zdelali smo investicijsko dokumentacijo, eni DIP-i so bili, se pravi, za tole, za cesto, za rekonstrukcijo ceste Krivčevo Kranjski Rak, je DIP naredila občina, jaz sem delal investicijski program. Se gre pa to, da je cilj investicije sanacija poškodovanega cestnega omrežja na območju naselja Krivčevo v smeri proti Kranjskemu Raku, to je javna pot IAP 661191 in sicer od priključka na regionalno cesto do cirka 170 metrov do hišne številke Krivčevo 17, ki je bila poškodovana v poplavah avgusta 2023. Ter s tem ponovno vzpostavitev optimalnega delovanja cestne infrastrukture. Prav tako je namen sanacije preprečitev nadaljnjega propadanja vozišča in voziščne konstrukcije, predvsem v zimskem času, ko lahko zmrzovanje usodno vpliva na globalno stabilnost infrastrukture. Poleg sanacije vozišča je predvidena tudi ureditev ter tudi odvajanja meteornih voda. Z izvedbo investicije bi se dvignila tako kakovost bivalnega kot tudi naravnega okolja, prav tako se povečuje tudi prometna varnost na omenjenem odseku. Celotna investicijska vrednost je ocenjena na 615.761,22 evrov z DDV-jem. Vsi stroški so upravičeni do sofinanciranja strani predhodnega in rednega programa sanacij, se pravi, bojo v celoti sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije. Tako kot sem že omenil, DIP je bil narejen v oktobru strani občine Kamnik, invest program je bil narejen v decembru. Izvedba postopka javnega naročanja za izbor izvajalca gradbenih del in postopek javnega naročanja za izbor izvajalca gradbenega nadzora sta bila zaključena v maju 2024, podpisane so vse izvajalske pogodbe oziroma so zdane naročilence. Predvideno je, da bojo gradbena dela potekala od februarja do maja 2025. To je to, kar se tiče te sanacije ceste. Potem imamo pa še sanacijo plazu Stehovica 12a, sem pa izdelal, se pravi, predstavljal novelacijo DIP-a in investicijski program. Je pa tako, da nad objektoma Stehovica 12a in 13 se je sprožil skalni podor, ugotovljeno je bilo, da je le ta posledica zalednih vod, ki so pritekale po razpokah in v kamninah povzročale erozijo in premike. Cilj projekta je sanacija plazu nad in pod objektoma Stehovica 12a in Stehovica 13, ki ogroža stanovanjske objekte. Na obstoječem stanju je tako, da v območju grozijo padci skalnih blokov velikosti med 200 pa 5000 kg, pa posamezni skalni bloki do 10 ton. Glede na poseljenost na cesto in hitrost gibanja je sanacija tega dela odseka nujna. Glavni ukrep, ki se ga izvede, je izdelava zaščitne sidrane mreže za pobočje nad objekti Stehovica 12a in 13. Osnovo za oceno vrednosti gradbenih del predstavlja podpisana gradbena pogodba. Vrednost projektne dokumentacije je skladna z izvedenim plačilom in izdelano projektno dokumentacijo povzeta je po realiziranih stroških. Vrednosti geotehničnega nadzora, investicijske dokumentacije in strošek varnostnega načrta in koordinacije VZD pa so povzeti po izdanih naročilnicah. Tukaj bi omenil, da je bil ta strošek same sanacije gradbenih del povečan za 30%, kar se je zdaj pokazalo pri sanaciji na prejšnjih plazovih, da tiste vrednosti projektantske, ki so bile, da niso relevantne, ampak da so malo podcenjene glede na stanje na trgu, tako da se je te stroške, oziroma pa da prihaja med samo izvedbo do nepredvidenih del, ker je bilo projektiranje takrat na hiter. In zaradi stanja na terenu pa kamnin pa tako naprej prihaja do dodatnih nepredvidenih del, zato je bila investicija povečana za 30% za vsak slučajno, da ne bo treba takoj spet novelacije investicijske dokumentacije delati. Projektna dokumentacija je bila izdelana maja 2024, postopek javnega naročanja je bil že izveden, oktobra 2024 je bila podpisana izvajalska pogodba, prav tako je bil že naročen geotehnični nadzor.
DIP je bil izdelan v novembru, novelacija DIP-a v decembru, investicijski program pa tudi v decembru 2024. Sama izvedba gradbenih del in geotehničnega nadzora je predvidena od sredine novembra 2024 do sredine februarja 2025. Hkrati je pa tukaj v investiciji ocenjeno tudi strošek nadomestnih bivališč za prizadete prebivalce, ki se zagotavlja že skozi celotno leto 2024, prav tako je pa ocenjeno, da bo treba še nadomestna bivališča zagotavljati tudi v letu 2025. Se pravi, skupna vrednost projekt investicije je 840.879 evrov in 58 centov. Ves strošek je upravičen do sofinanciranja in bo sofinanciran financiran strani proračuna Republike Slovenije. Potem imamo pa še eno sanacijo plazu, in sicer ID 1448569 sanacija plazu Lanišče 9, isto DIP in Invest program. Cilj projekta je sanacija plazov z odvodom talne in površinske vode ob objektu Lanišče 9 in nad objektoma Lanišče 10 in 10A. Predviden je zajem talnih voda in stabilizacija plazu 1 z izgradnjo 2 poševnih kamnitih reber v 2 nivojih s cevmi. Zajete vode se spelje po ceveh v hudourniške kanalete, s katerimi se odvede tudi površinske vode iz plazov. Na plazu 2 je predviden zajem talnih voda z drenažnimi cevmi. Površinsko vodo iz pobočja se zajame ob notranjem robu ceste in spelje po kamnitih muldah do 2 jaškov in po ceveh do roba pobočja in dalje do Tunščice. Za podporo plazu 2 in 3 se nad objektoma zgradi podporni zid iz kamna v betonu in gor vodno zajame talne vode z drenažnimi cevmi. Osnova za oceno vrednosti gradbenih del predstavlja podpisana gradbena pogodba. Vrednost projektne dokumentacije je skladna z izvedenim plačilom za izdelano projektno dokumentacijo in je povzeta po realiziranih stroških. Vrednosti geotehničnega nadzora, investicijske dokumentacije in strošek varnostnega načrta so povzeti po izdanih naročilnicah. Skupna vrednost je ocenjena na 770.300,22 evrov z DDV-jem. Projektna dokumentacija je bila že izdelana oktobra 2023 in februarja 2024. Postopek javnega naročanja je bil že izveden, v maju 2024 je bila podpisana izvajalska pogodba. Varnostni načrt je že naročen, prav tako je že naročen geotehnični nadzor. Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v novembru 2024, prav tako kot investicijski program. Sama izvedba gradbenih del in geotehničnega nadzora je predvidena od januarja do julija 2025. Tako kot vsi prej, vse ostale investicije so vsi stroški upravičeni do financiranja in bojo v celoti financirani iz proračuna Republike Slovenije. Hvala za oris. Bi mogoče želeli še dopolnitev? Ne, potem odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Prvič, občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP IDA 123556 sanacija JP 661191 Krivčevo Kranjski Rak. Drugič, občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program IDA 123556 sanacija JP 661191 Krivčevo Kranjski Rak. Tretjič, občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP IDA 144884 sanacija plazu Stahovica 12A. Četrtič, občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program IDA 144884 sanacija plazu Stahovica 12A. Petič, občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP IDA 144869 sanacija plazu Lanišče 9 in šestič, občinski svet občine Kamnik potrdi investicijski program IDA 144869 sanacija plazu Lanišče 9. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.